Takole pa ste jo dočakali tudi danes na sporedu v nadaljevanju na programu Murskega vala reportaža, v kateri napovedi je zapisano takole. Pöckanje, pöcketež, čoka, svinkovača, svinganje. Če vam je to kaj znano, ali pa če povemo pandolo ali pandola, zveni bolj znano. Če je vaš odgovor v tem primeru negativen, potem so naslednje minute namenjene prav vam. Kaj je pravzaprav pandolo oziroma peckanje, čoka, svinkovača? Koliko izrazov poznamo? Ja, načeloma te izraze, ki si je zdaj naštel, so nam nekako znani. Do teh pecketeša pa tega svinganja smo prišli, ko smo dejansko predstavljali to igro pandolo pri nas, ker mi smo to igro dejansko ne bomo prav prinesli, ampak začeli tu izvajati po vabilu naših primorskih prijateljev, kjer je to igra, ki se redno igra, ta pandola. Tam je tudi ta liga obstaja, igre pandola, kjer smo zdaj že tudi mi včlanjeni. In takrat smo mi to začeli igrati najprej tako ljubiteljsko, malo bolj, in s časom je pa igra postala zanimiva. In ko smo začeli to igro predstavljati in igrati tukaj v naših krajih, so se nam pridružili starejši ljudje, ki so ugotavljali, da je igra zelo podobna kakšni stari igri, ki se je spomnijo iz otroštva. In potem, ko smo bili v različnih krajih, smo prišli do različnih imen, tako je recimo to pecketež, peckanje oziroma svinganje, čoka. Mogoče poslušalci bodo z tega starejši si približno vedeli predstavljati, kaj ta igra pandolo sploh pomeni. Pa gre za pastirsko igro, za katero pravijo, da bi naj bila tudi predhodnica kriketa oziroma bejzbola. Ja, tako pravijo, tako zgodovina pravi, ker je to iz najcenejših materialov dejansko narejeno. Imaš pandolič, se imenuje 10 cm dolgo, na obeh koncih ošiljeno, to je na mesto žoge, če bo zdaj primerjamo bejzbol pa kriket, in potem imaš eno palico, ki je dolga 55 cm, debeline nekje 20 do 25 mm, se pravi, in potem igraš s tem to igro. Pojasnita Boštjan Slepec in Mitja Obid, sicer bratranca, ki sta zanesenjaka v društvu prekmurskih pandolašev. Prvi je celo njihov predsednik. Že kratek sprehod po svetovnem medmrežju pojasni, da gre za starodavno pastirsko igro. A pastirjev, čobanov in še česa ni malo in gre sklepati, da je pandolašev toliko, kolikor je pastirjev in načinov interpretacije te igre. Drži, različic te igre je po svetu toliko, koliko je, kot si rekel, pastirjev. Zato smo pa tudi ohranili zdaj to našo igro pod imenom pandola, ker se je ta igra uvedla neka pravila in po teh pravil se držimo vsi nekako enako. Tako zdaj, če pride nekdo sem k nam v Pomurje ali pa greš igrat dolje na Primorsko ali pa greš v Italijo ali na Hrvaško, kjer tudi se udeležujemo iger, so pravila potem ista igre. Saj tudi na tem smo največ delali, da smo dejansko poenotili pravila igre. Imamo tudi pravilnike in tudi sodniška izobraževanja imamo, tako da Zveza društev igre pandolo na Primorskem organizira vsako leto, ko se, ne bom rekel spremeni, ampak dopolni pravilnik, zmeraj nove tečaje tudi za sodnike, tako da jemljemo resno ta šport, ni to pastirska igra več, kot je bila prvotno. Mitja, mogoče, če upišeš pravila igre? Ja, pravila so taka, igrata dve ekipi, vsaka šteje 3 člane. Ena ekipa napada, druga brani svoje ozemlje, kot mi pravimo temu. Igrišče je v obliki črke V. Ekipa, ki brani, so vsi 3 člani na igrišču, od ekipe, ki pa napada, pa se menjujejo, vedno je eden, ki napada. Začne se igra z servo. Vsak igralec ima najprej 3 poizkuse v serviranju. Ko osvoji ozemlje, ko udari pandolič v območje, kjer brani druga ekipa, od tam ekipa, ki brani, potem izbija bazo. To je tudi nekaj podobnega kot pri bejzbolu. Če pa se pandolič ulovi z strani nasprotne ekipe, pa je igralec, ki je napadal, izločen in gre potem naslednji igralec z njegovega moštva nadaljevati z igro. Potem, ko recimo, če pade pandolič na tla v igrišču, če ga nasprotniki ne ujamejo, meče ta pandolič v bazo
ki je na začetku igrišča, tam, kjer stoji napadalec. In če se ta Pandulić, oziroma če Pandulić zadane bazo, je tudi igralec izločen. Če pa se to seveda ne zgodi, če napadalec obrani bazo ali pa izbijalec zgreši bazo, potem pa napadalec nadaljuje z igro od tal. Se pravi, če se igra na asfaltni podlagi, se da Pandulić na tla, se udari na enem koncu, da se Pandulić dvigne in ga potem poskuša igralec v zraku udariti naprej in potem osvaja igrišče od nasprotnika. Ne? In ima 3 udarce in na koncu, kako daleč se pride, se potem ekipi pogajata. Naša merska enota je maca, to je 55 cm dolga palica, ki je pač služi tudi za igranje. Ne? Ekipi določita, koliko toč je dosegla ekipa, ki napada, tako da ekipa, ki napada, predlaga, koliko mac je dosegla. In če se ekipa, ki brani svoje ozemlje, strinja z tem, potem se ekipi, ki je napadala, pripišajo te točke. Lahko pa pride tudi do takega primera, da se ekipa, ki brani, se ne strinja z tem in gre v merjenje. Meri se pa tudi z macami. Se da maca do mace in se potem do bazne črte meri, in če je pač ekipa, ki je napadala, povedala preveliko število mac, ne dobi nobene točke. Če pa je ekipa, ki je napadala, povedala pravilno število mac oziroma manj, kot je dejansko bilo, pa se podvojijo te napovedane mace. Spori. Obstajajo spori potem takem, ne? Če se to že napoveduje. Ok, to si pa povedal, gotovo. Vse skregate kdaj z nasprotniki. Tudi prihaja do takih primerov, zato pa imamo sodnika. Načeloma pri Pandulu je tako, da se vse rešuje med ekipama, z dogovorom. Če se pa v ekipi ne morete dogovoriti med sabo, potem stopi zraven sodnik in posreduje in potem on odloči, kako je bilo, recimo, kje je Pandulu zapustil igrišče, če je prešel v avto in tako naprej. Ne. Kdo ste sploh pandulaši? Kakšen profil ljudi ste? Tu ste fanti, punce, vsi ste, ne, verjetno? Ne, celo lahko povem, da imamo celo eno ekipo žensko, to so bači ekipa naše, punce, tri sestre, ki igrajo in nas tudi pridno zastopajo, ko hodimo okrog po teh turnirjih. Vendarle, kdo ste pandulaši? Predvsem mlajši, tako povem, mlajši, ki obujamo neko zgodovino oziroma uvajamo neki novi šport v teh časih, no, nekaj novega. Ja, od študentov, dijakov, potem vseh vrst zaposlenih, mislim, za vseh, kako bi rekel... Za vseh vetrov, no. Ja. Navdušenci, glavno nad igro Pandula. Pa je Pandula bolj igra ali šport? Kot pravijo Američani, dostikrat bejzbol ni šport, da je to game, da je to igra in hočejo, da tako tudi ostane. Kako je s Pandulom? Bi rekel skoraj enako, ja. Bolj igra kot šport, ne, ker bit te igre je tudi neko prerekanje tam med dvema ekipama, katera je glasnejša, je tudi mogoče močnejša. In kot je prej Mitja rekel, potem, če se res v končni fazi ne morete dogovoriti, takrat komaj posreduje sodnik, ni tu prvi sodnik. Pa je kdo od vas pastir? Mislim, da ne. Kako pa postaneš pandulaš? Prideš na en turnir od Pandule, se segreješ oziroma vzljubiš to igro, probaš in enkrat, ko probaš in ko zadeneš tisti Pandulić, vidiš, da ti gre in se vcepiš to oziroma ti preide po žilah in probaš naprej in igraš naprej igro. Ne vem, Mitja, povej ti, kako si igrate Pandulaš. Ja, mene je Boštjan pripeljal v Pandulu, ne, in pač tako je tudi ostalo. Dopadlo se mi je in smo začeli igrati. Privedeš od prijatelja, pridi zraven, proba, gremo, super. Pol pa narediš eno ekipo. Ko imaš ekipo in ko imaš že 2 ekipi, potem pa že lahko igrata. To gre tako naprej, ne. Kako si se potem ti sam ogrel za to, kdo ti je pokazal, kako si izvedel ali kako ste izvedeli, kje so ti začetki te obujanja? Ti začetki so, mislim, da nekje v letu 2003, ko so prišli eni Primorci k nam v Dobrovnik. In oni so pandulaši, ne. Kdo je vedel, kaj je to pomeni beseda pandula, ne. In potem so nam oni to igro tam predstavili, pa bila je zanimiva. Potem so nas pa še povabili kar na Primorsko v Piran,
na Tatinjev trg igrati. In ko smo prišli mi tja, je pa to tam bilo nekaj čisto normalnega, ta pandola. Ne? In smo takrat začeli mi tudi igrati to pandolo in tako počasi smo jo prinesli tudi k nam. Več ni nič naključnega, kot so verjetno kdaj imeli pastiri, kakšen kamen pa palica. Ne, to je zdaj dejansko že bolj industrijsko narejeno. Pandoliči so delani na stružnicah in tako, da so res tiste pravih mer in na obeh koncih enako ušili, ne tako, kako so to delali nekoč z noži in tako šilili te palce. Vsaj pri sami maci ni nekaj dosti, pač je palca debeline od 20 do 25 mm, narezana na 55 cm dolžine in tu ni nič nekaj zahtevnega. Ne. Kaj pa oprema igralca? Oprema igralca, recimo, ki napada, je samo maca in pandolič. Bolj zahtevna je oprema takrat, ko je igralec v fazi obrambe. Takrat je potrebna zaščitna oprema, ker lahko te pandolič zadane tudi tako, da kar tudi po 2-3 tedne imaš slepe modrice po telesu. Ko v opremi spada zaščitna maska oziroma čelada, potem telovnik ali pa zaščitna jakna, rokavice, potem kakšni ščitniki za noge, ki zna tudi preleteti v nogo pri obrambi. Tako da to je nekako tisto osnovno, ki nas varuje pred kakimi močnejšimi udarci ali pa poškodbami. Radi tudi predstavljamo svoje te običaje, šege in kako je indofajn bilo, kako pravimo na našem radiju. Pa so vas že kdaj povabili na kakšno podobno reč v Pomurju? Moram povedati, da zadnje čase ogromno nas vabijo okrog, ker slišijo in zmeraj, ko so kakšne prireditve, nas povabijo zraven, da jim predstavimo to igro. Dejansko je nekaj novega, saj ni nekaj novega, ampak je nekaj obujenega ponovno. In da se vidi ta igra potem. Na zadnje ta vikend v Turnišču na festivalu Švica. Minuli ta konec tedna pa tudi. Tako je, tudi ta konec tedna bo pester. Saj imamo že zadnji turnir Pomurske A-lige, ki se tudi šteje za točke zveze Pandolo, ki bo v soboto 3. augusta ob 10. uri na travniku v Bukovniškem jezeru. Tu bo pa širok spekter igralcev, pridejo tudi z Hrvaške, z Pule, pridejo primorske igralci, tako da tu pride vsaj 10 ekip, ki igrajo v igri zveze. Pa pol še naši, tako da pričakujemo nekje okrog 15 do 20 ekip. Se bo zopet kar dolgo zavlekla igra. Lahko je zelo hitro konec vsega, lahko se pa tudi kar zavleče. No, ampak... Ja, poprečno trajanje ene igre je nekje okrog 20 minut. Zdaj, če pa prideta dve dobri ekipi, ki igrata, se pa lahko tudi za 1 uro zavleče ena igra. Tako, sedaj spet veste več. In če ne veste, kako aktivno ter predvsem poceni v naravi in dobri družbi aktivno preživeti prosti čas, potem je pandolo ali peckanje, svinganje, svinkovača, čoka prava stvar za vas. Povejte, kdo vse pri vas posluša Murski val? Privrkaj, njen pojak pa ge pa uno.